Danes v Pomurskem dnevniku sprejem za evropskega prvaka. Evropska vas. Nepopustljivo srce. Teden ljubiteljske kulture. Vreme jutri bo precej jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Člani judo kluba Štorkljica so v svojih prostorih v soboškem BTC-ju pripravili sprejem za Adriana Gomboca, evropskega prvaka v judu. Gomboc, peti na zadnjih olimpijskih igrah in predtem podprvak na evropskem prvenstvu, se je tokrat zavihtel na sam vrh. Ravno to drugo mesto je bila še toliko večja motivacija na tokratnem prvenstvu. Motivacija je bila po tistem drugem mestu, še večja je pa bila zaradi zamenjave kluba in drugih stvari. Tako da ja, motivacija je bila nedvomno in to motivacijo sem izkoristil v sebi vprit. Najprej je začutil olajšanje. Ja, najprej sem čutil olajšanje, kajti bil je dolg dan za mano, tudi pritisk na finalni borbi sem čutil. Rekel sam sebi sem zadal, da moram zmagati finale, to sem tudi naredil, potem pa je za mano prišlo veselje in nepopisni občutki. Zelo težko je to opisati. No. Po mnenju Zorana Kosa je Gomboc najboljši športnik v Pomurju. Za naše Prekmurje, Pomurje je pa to rezultat par excellence. Dejansko je on najboljši športnik v Pomurju, peti na olimpijskih igrah v Rio, lansko leto drugi na evropskem članskem prvenstvu, letos pa evropski prvak. Tako da se že veselim njegovih nadaljnjih tekmovanj in vrhunskih uvrstitev. Naslednje veliko tekmovanje je svetovno prvenstvo. Verjame, da lahko tudi tam poseže po medalji. Od sebe pričakujem najboljše borbe, če pa jaz pokažem svoje najboljše borbe, sem pa tudi zmožen iti čist na vrh ali pa se vrteti okoli medalje. Bomo pa videli, do takrat je še dolga pot priprave, treningi, garanja. Bomo videli. Po zmagi na evropskem prvenstvu bo potrebno iti korak po korak. Res je, trenutno je v tej kategoriji nepremagljiv v Evropi, se pravi, sedaj bo šel verjetno s svojim trenerjem Rokijem Drakšičem po stopnicah, se pravi počasi do svetovnega prvenstva in potem do norme za olimpijske igre, ki jo ni lahko doseči, je nekoliko spremenjeno. V letošnjem letu se štejejo za olimpijske igre polovične točke, se pravi na vsaki tekmi, potem pa naslednje leto polne točke in svetovno prvenstvo in potem leta 2020 se upajmo, da olimpijska medalja za našo mestno občino Murska Sobota in s tem verjamem, da se bo tudi mestna občina poklonila njegovemu uspehu, tako kot se do zdaj še ni. Gomboc verjame, da mu bo uspelo priti tudi na olimpijado. Ja, nedvomno imam več izkušenj kot takrat. Do takrat je še dolga pot, najprej se je treba uvrstiti, tudi to bo težko, ampak sebe ne dvomim, vem, da sem sposoben priti tja in vzeti tisto, kar mi pripada. Njegova največja želja pa je? Ja, medalja na olimpijadi. Pot do želenega cilja bo težka, a nikakor nedosegljiva. Informacijska točka Europe Direct Pomurje in osnovna šola 2 Murska Sobota organizirata prireditev Evropska vas. Nekaj več informacij o sami prireditvi nam bo zaupala ravnateljica osnovne šole 2 Murska Sobota Suzana Fartelj. Gospa Fartelj, lepo pozdravljeni. Dober dan. Povejte nam, kaj je torej Evropska vas, kaj je osnovni namen te prireditve? Torej lahko rečemo Evropska vas 5 v Murski Soboti, kajti prireditev je potekala že pred leti z 2-letnim premorom. Glavni namen Evropske vasi pa je, da učenci osnovnih šol in letos tudi ene srednje šole spoznajo delovanje Evropske unije, spoznajo posamezne značilnosti držav, od geografskih, podnebnih do kulturnih značilnosti in še vsega ostalega. Koliko šol pa sodeluje in kdaj točno bo ta prireditev pri nas potekala? Letos sodeluje 22 šol. Od tega je 21 osnovnih šol iz celega Pomurja in pa ena srednja šola, srednješolski center poklicnih in tehniških šol, pa se nam je letos prvič pridružil na tej prireditvi. Nekaj časa prireditve, torej, kot sva povedala, ni bilo. Kateri so bili ključni razlogi, da ste se odločili sedaj za ponovno organizacijo? Ključni razlogi so bili takrat, da je prenehal delovati projekt na državnem nivoju preko šole za ravnateljev. 2 leti smo še peljali projekt kot Pomursko Evropsko vas, samostojno.
Potem je nekako interes po šolah zamrl, sicer nekateri so za njega spraševali, kajti moramo vsi skupaj priznati, da je bila prireditev res zanimiva, pestra in zelo pisana na Trgu kulture v Murski Soboti. Sedaj pa smo preko Evrope Direkt, moram povedati, da je pobudnik bila Evropa Direkt, da organiziramo prireditev ponovno s pomočjo financiranja tudi mestne občine Murska Sobota. Nekako smo delovati začeli v mesecu januarju in smo zelo zadovoljni z odzivom, kajti 21 osnovnih šol in ena srednja šola je zelo veliko. Sama prireditev bo potekala v Murski Soboti na Trgu kulture v četrtek 10. maja od 9. ure naprej. Če za konec morda poveva še to, kaj vse se bo dogajalo. Postavljene bodo stojnice, kjer bodo učenci skupaj s svojimi mentorji predstavljali značilnosti držav in seveda ob tem, kot že v prejšnjih prireditvah, se bo hkrati odvijal program na odru, ki ne bo pravi oder, ampak na ploščadi, kajti veliko bo pesmi, plesa in bodo učenci pokazali predvsem kulturne, plesne in glasbene značilnosti držav, ki jih zastopajo. Gospa Fradel, hvala za obisk v našem studiu in ta pojasnila. Hvala lepa. Na osrednjem dogodku programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju so v Murski Soboti proglasili ambasadorje in ambasadorke programa ter predstavili interaktivno pot za bolnike, njihove svojce in širšo javnost. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je leta 2017 na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019 pridobil program ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. Tega izvajajo skupaj strokovnjaki Splošne bolnišnice Murska Sobota in s podporo mestne občine Murska Sobota. Ob današnji priložnosti so imenovali tudi ambasadorje in ambasadorke programa. To so postali Aleksander Jevšek, Ema Mesarič, Angela Novak in Viola Bertalanič. Predstavili so še namen interaktivne poti, posredovali informacije o simptomih in zgodnjem odkrivanju, svetovali o življenju s srčnim popuščanjem in prikazali različne veščine samooskrbe. Dogodek je imel tudi dobrodelno noto, saj so v nagradni igri podelili simbolične nagrade izžrebanim udeležencem, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje v povezavi s simptomi in znaki srčnega popuščanja. Program sicer sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Od 11. do 20. maja bo v Pomurju potekal teden ljubiteljske kulture, v sklopu katerega se bo zvrstilo nemalo zanimivih dogodkov. Kaj vse se bo dogajalo, pa si poglejmo v izjavi. V tem času se bodo vrstili mnogi kulturni dogodki, katere si lahko pogledate, se zanimate na internetni strani in na Facebook strani tedna ljubiteljske kulture. Mi pa pripravljamo javne vaje in nastopek med ljudmi. Sama otvoritev bo z likovno razstavo pomurskih likovnih ustvarjalcev, ki se bo odprla v petek 11. maja ob 17. uri v pritličju BTC Cityja Murska Sobota, kjer se bo predstavilo 26 pomurskih likovnih ustvarjalcev. Potem tudi v petek 11. in soboto 12. maja v dopoldanskem času na Slovenski ulici bodo potekale javne vaje in nastopi. V torek 15. in v sredo 16. maja v in v okolici galerije Mozaik predstavitve sekcij Društva upokojencev Murska Sobota ter od ponedeljka 14. maja ter do četrtka 17. maja v večernem času javne vaje in nastopi v termah 3000 Moravskih Toplica. Vse skupaj se bodo predstavile mnoge otroške in odrasle dramske skupine, ljudski pevci in godci, vokalne skupine, zbore, otroške in odrasle folklorne skupine, likovniki, literati, inštrumentalisti, orkestri in še kdo drug. BMW Selmar bo izbranim strankam pripravil vznemirljivo doživetje, s katerim bodo odkrili neskončnost dimenzije dovršene tehnologije in v svojih rokah občutili razburljivo vozno izkušnjo.
To soboto se boste pred hotelom Livada v Moravskih Toplicah lahko zapeljali z BMW-ji. V BMW Selmar bodo namreč pripravili preizkusne vožnje. V soboto boste lahko izbirali med terminoma ob 13. in 16. uri. Še več izbire boste imeli pri tem, s katerim jeklenim vozičkom se boste želeli zapeljati. Se bodo na voljo BMW serije 1, BMW serije 2, BMW serije 3, serije 4, serije 5, serije 6 Gran Turismo, BMW X1, X2, X3 in BMW X6. Preizkusili pa boste lahko tudi inteligentno in dinamično električno vozilo BMW i3 ali pa si povišali srčni utrip v vožnji z BMW M2. Omeniti velja tudi, da bo prav tako v soboto na golf igrišču Livada potekal golf turnir BMW Selmar Open 2018. Na Sobota Info poročajo o tem, da je bila mlada Pomurka Veronika Mikl vpoklicana v odbojkarsko reprezentanco Slovenije. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno in od vzhoda se bodo začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 23 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 19, v Radencih in Murski Soboti 20 ter v Lendavi stopinjo več. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno in od vzhoda se bodo začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte. Najmanj verjetno bodo na jugozahodu države. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 10 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 21. V sredo bo sprva razmeroma sončno, predvsem v zahodni polovici države bodo sredi dneva in popoldne nastale krajevne nevihte. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 9 in 14 stopinjami, dnevne pa med 23 in 25. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi, nasvidenje do prihodnjič.